Gost družininega velikonočnega pogovora je salezijanec Peter Pučnik iz Veržeja. Poznamo ga kot priljubljenega vzgojitelja mladih, pa kot družinskega terapevta, kot odličnega iskanega spovednika. Poznamo ga tudi kot glasbenika, ki je uglasbil več glasbenih maš in nekaj njegovih znanih uspešnic, ki so se razširile po vsej Sloveniji. V tokratno oddajo smo ga povabili, da bi se z njim pogovarjali o veliki noči in o trpljenju, za katerega se zdi, da se je v zadnjem času zgrnilo. Vendar preden začnemo, najprej lep pozdrav, Peter, dobrodošel. Lep pozdrav tebi, pa tudi vsem tistim, ki ste z nami. Leta 2019 si zbolel za mišjo mrzlico, zelo redka bolezen, redko povprečje, manj kot 100 bolnikov na leto v Sloveniji. Ne bom rekla, da moraš imeti že kar srečo, da jo dobiš, ampak kako si zaznal, da imaš to bolezen? Kaj se je zgodilo pravzaprav? Najprej je treba povedati, da v zadnjih letih porašča število okuženih z mišjo mrzlico. To pa zaradi tega, ker so pretople zime in te živali, ki so, bom rekel tako, že nekoliko bolj občutljive, ker to so okužene miši, To bi sicer narava poskrbela za naravno selekcijo, ampak ker je pač vreme takšno, kot je v zadnjem obdobju povišanje števila teh bolezni. Tudi mišja mrzlica je več vrst. Jaz sem dobil mišjo mrzlico z imenom Dobrava Kurkino, ki je ena izmed hujših oblik. Kako se to dobi? To je zelo preprosto, niti sam ne veš, kdaj. Namreč, ko miš pusti iztrebek, se pravi, okužena miš pusti iztrebek, ta se posuši, veter ga pihne ali ti pometaš in ko ga vdihneš preko vdiha, preko sluznice, napade tvoje telo. Zato je to, se pravi, okolje, v katerem se največ ljudi okuži, so kakšne drvarnice, kakšne kleti, kakšna podstrešja, kjer pač so bile miši navzoče, so pustile svoje iztrebke in potem se pa zgodi, kar se zgodi. Pri meni je bilo pa tako, da bil sem tako slaboten, čutil sem, da sem bolan, da sem malo dehidriran pa to. Sem šel k zdravniku, mi je dal na laboratorij, pravi, nič posebnega, viroza, malo bo treba počivati, pa bo, Potem sem še pa par dni čakal in bo čedalje slabše. In na koncu je bilo že tako, da sem dejansko komaj stal na nogah. In sem šel še enkrat na laboratorij in mi je dal potem takoj na infekcijsko kliniko, urgentno. Spomnim se, da je bilo tako težko, da sem rekel sobratu, ki me je peljal potem v bolnišnico, da si grem samo zobe umiti pa srajco zamenjati, pa sem moral 5-krat počivati vmes. To je res taka nemoč, da dejansko tudi iz avta ven nisem več mogel sam. Sta me že dva dobesedno vlekla iz avta in posadila na voziček, da sem prišel tja. Seveda naprej so me dali na laboratorij in tam so odkrili, da je kri totalno zapacana, za po domačo povem, Jaz sem imel takrat kreatinina čez 800. 80 do 100 je normalno, 110 je že preveč. Jaz sem imel strašno slabo kri. Zakaj? Namreč mišja mrzlica blokira ledvice in naredi akutno odpoved ledvic. In ker ledvice ne delajo, se potem kri tudi začne v krvi nabirati, se ne začnejo nabirati strupi in vse, kar pač kri uničuje. In je bilo zelo hudo. Srečo v nesreči sem imel pa v tem, da je bil takrat dežurni doktor Emil Pal, ki je bil pa ravno strokovnjak, ki je delal doktorat prav iz tega virusa. Ja, verjetno. In srečo je imel, da je on dobil mene v roke, da je on prepoznal zadevo, ker so mi drugi zdravniki rekli, če bi poslali izvide v Ljubljano, bil sem v Murski Soboti v bolnici, če bi poslali izvide v Ljubljano, pa čakali na odgovor vprašanja, če bi jaz preživel. Tako resno je bilo v bistvu, 2 leti po mišji mrzlici, oziroma leta 2021, so ti odkrili diagnozo raka na bezgavkah. Kar eno za drugim, se mi zdi. Kako si se pa odzval? Si rekel mogoče, zakaj spet jaz? Moj Bog, kje si me našel? Kako si gledal na to preizkušnjo?
zanimivo je to, da so se stvari tako hitro odvijale, da sploh nisem dosti razmišljal. No. Bom rekel, če sem prvič ob Mišni mrzlici, ko je bilo res hudo, naletel na to srečo, bom rekel blagoslov, da sem naletel na zdravnike, ki so mi lahko v tistem trenutku pomagali in me dejansko rešili s tem. Sem tudi drugič, ko sem prišel zaradi raka na bezgavkah v bolnišnico, bil sprejet od enega zdravnika, ki me je slučajno poznal, ker je nekoč imel predavanje pri nas in je rekel, a ste vi iz Veržeja? Sem rekel, ja. Sem imel predavanje, pa ste mi pomagali, ker mi računalnik ne gajo in ker mi video projekcija ni delala, pa ste mi vi pomagali. In on se je potrudil in on je dejansko organiziral takoj, še tisti večer, pa je bil to petek zvečer, je organiziral, potem vse druge zdravnike, rentgene, slikanje, tako drugačno, CT rentgen, potem on je tudi klical v Ljubljano za punkcijo in so se stvari tako hitro odvijale, da sploh nisem nekako dojemal, mislim, kot nekaj groznega, ampak sem rekel, lej, očitno se nekaj dogaja in to sprejemam in vem, da se bo rešilo, stavek, ki me veliko spremlja, vem, da se bo rešilo tako, kot je za me najboljše. In ta zdravnik je res poskrbel, to je dr. Horvat, res sem mu hvaležen, za zmeraj bom mu hvaležen. In on je poskrbel tudi potem za naknadno spremljanje, pomeni, tudi ko so v Ljubljani ugotovili, da je zadeva pozitivna, da je zadeva maligna. Preden sem dobil izvide iz Ljubljane in od svojega zdravnika, me je že on klical, sem klical v Ljubljano, preveril in je poskrbel za to, da so se stvari tako odvijale, da smo pravočasno odreagirali. Še en tak utrinek povem, ker se mi zdi res pomemben. A si predstavljate to, kar se mi je zgodilo, da imam nujni poseg v pač ena vrsta rentgena, 5 CT rentgen. V Ljubljani bi čakal vsaj 14 dni, po vseh možnih najboljših variantah. Ampak so mi rekli, naj imam telefon skozi pri sebi, če bo treba, da me pokliče, da takoj priletim, če bodo odpovedal. In da bi v tistem večeru pokliče en prijatelj, profesor iz Želimelj, Jurij Emeršič, me pokliče in pravi, kako sem, čisto tako je rekel, poslušaj, vem, da si v stiski, pa če boš karkoli nucal, povej, a se kaj oglasim na obisk, kakorkoli, ne. In potem mi pravi, pa lej, če boš karkoli potreboval v bolnišnici, povej. Sej, ja, v redu, sej, nič tazga ne morem. Lej, moja žena dela v Mariboru, dela neke 5 CT rentgen. Kaj dela? In je ravno rentgen, ki sem ga takrat nujno potreboval, smo potem uskladili, da sem prišel čim prej na vrsto, v parih dneh, tako ja, ne. Glejte, jaz sem se takrat čutil celo, tako bom rekel, mi je bilo težko, ker sem si mislil, po eni strani Bogu hvala, da imam take ljudi, ki tako poskrbijo zame in hkrati sem imel slabo vest, koliko ljudi pa je, ki pa nimajo nikogar, na kogar bi se lahko obrnili, da bi lahko prišli tako hitro na vrsto, da bi se lahko tako, bom rekel, uredile stvari. To sem jemal res kot trenutek milosti, sem rekel, Bog je poskrbel. Tudi jaz bi se kar pridružila temu mnenju, da kar ni naključje, da te pokliče prijatelj, čigar žena tam dela in ne ve, da si bolan. In ne ve, kaj potrebujemo, ne? Ne ve, kaj potrebuješ. To je bilo prav zanimivo, ja. Da tako stvar moraš sprejeti, ker je božji izraz skrbi zate, mogoče. Tako, mogoče bi še omenil te trenutke, ko so res take trenutke, ko ne veš, ali boš preživel ali ne boš preživel. Recimo, kot je bila za Mišo mrzlico, bi mogoče, če se lahko nazaj navežem še to, a ne? Glejte, samo to, da dejansko sem bil v fazi, ko sem prvič v življenju začutil izraz agonija. Mi je poznamo tako iz razoslovja. Ampak to je ena taka stiska, ko živiš v svojem telesu in bi rad iz svojega telesa šel ven, zato ker je tako težko v zemlji držati in se ti trga. Trga se ti in ne moreš nič. Velik petek, agonija. No in zanimivo, to je bil 17. april, ko sem šel v bolnišnico, to je bila velika sreda in najhujše je bilo ravno veliki petek. Veliki četrtek, veliki petek je bilo najtežje, a ne. Takrat sem se najbolj boril. Imel sem celo, ne vem, a lahko rečem temu videnje ali ne morem reči temu videnje, v bistvu, da so me pripeljali v eno belo restauracijo. Takšno podobo.
Ja, vse v belem, beli prti, kristalni kozarci, beli prtički noter, vse v belem. Vam povem, če mi zdaj pokaže do 30 restauracij in eno izmed njih, tisto, vem, katera je bila. Tako mi je ostalo živo v spominu in spomnim se samo to, da sem se zaganjal, da sem hotel, da sem bil nekje privezan in da nisem mogel stopiti v to restauracijo. Ampak zdaj vem teoretično, ker sem bil takrat privezan na posteljo, ampak takrat se tega nisem zavedal. Ne? Šlo je za eno take trenutke, ki jih sam še danes ne znam opisati, ne znam čisto pojasniti. Tudi noče govoriti, ker ima se do mogoče tega niti ne bo verjel, ali pa bo rekel, da ima pač, ne vem, halucinacije, karkoli. Ampak to je bil res, so bili trenutki, ko si na meji. No? Kaj pa? Kako pa si razlagaš to podobo bele restauracije, mogoče kot svatbe, pričakovanje, nebesa? Kako si? Ja, jaz, če sem čisto po domače povem, jaz sem to videl kot raj, kot ne vem, dvorano sreče, dvorano veselja. Sem čisto prazna še bila. To ne vem. Pa tudi to, skrbimo, zakaj nisem mogel tja vstopiti. Sem se v bistvu zaganjal še tako. Prav vem, da sem se zaganjal, ampak ker sem bil privezan na posteljo, nisem mogel vstopiti. Mogoče te pa tukaj čakajo še duše, Bog ve, kdo me prijatelji, je hotel še imeti privezanega na tem svetu. Najverjetneje Bog. oznanjevalne naloge. Pa gotovo Bog tukaj. Ja. Ko sem te med tistimi poletnimi počitnicami srečala v Veržeju, sem bila zelo presenečena, ker sem videla, da še strežeš, da stojiš za šankom, da kuhaš kave in točiš sokove. Kako to, da se v bistvu še v samem času rehabilitacije nisi umaknil, ne vem, v svet počitka, zasebnosti? Kako to, da si ostal med ljudmi? Tukaj bi 3 stvari izrazil. Prva je ta, da sem po naravi nekoliko bojevnik. In tisto, kar lahko narediš, naredi. Ne mečkaj, pa ne čakaj, pa ne smili se samemu sebi. To je pač tudi neka moja drža. Hkrati pa ne pojdi z glavo čez zid, ker se boš razbil. Skupna. Ja, tako. In bom rekel, nekaj je gotovo to, kar sem želel tudi sebi dati priložnost, da naredim tudi s svojim bolnim telesom, da lahko nekaj dobrega naredim. To je prva zadeva. Druga zadeva, ki se mi zdi pomembna, je ta, da imam v Veržeju, to se rad pošalim, 2 oltarja. En oltar je v kapeli, drugi je pa tam pri šanku, pri Štrku. Tisti, ki poznajo našo hišo v Veržeju, vejo, da je tam en šank. Štrk se imenuje in to je moj drugi oltar. Zakaj? Zato, ker sem veliko časa tam preživel in tam se srečam tudi s tistimi ljudmi, ki jih v kapeli nikoli nisem srečal in jih tudi ne bi srečal. In ob tem šanku, ob tem drugem oltarju sem se naučil, da tudi zame kot duhovnika ali pa kot kristjana je prvi korak, ki je pomemben, je to, da ljudem damo občutek spoštovanja, občutek nekega osebnega, spoštljivega odnosa. In dokler tega ne naredim, tudi jaz kot duhovnik ali pa kot kristjan, dokler z ljudmi ne vzpostavim enega takega odnosa, ki se res ti ljudje čutijo sprejete, čutijo spoštovane, pa nimam kaj govoriti o Kristusu. Nimam kaj govoriti o Bogu, ker so to samo besede. Če pa bom najprej z njimi ustvaril en spoštljiv odnos, pa itek ne vejo, da sem duhovnik, ponavadi tisti, ki pridejo, ker sem tako oblečen, načrtno zato, da ni tistega strahu že prvega. Ne? In zaradi tega potem sem tako kot sem. In ponavadi je tako, da se dobro kar povežemo, potem pa že beseda ali 2 nanesejo na to, zakaj si pa tukaj dopoldne, pa poldne, pa zvečer, pa še dežuraš. Ja, ker sem salezijanec. Ja, salezijanec, kaj pa je to? Ja, to je ena vrsta duhovnikov. A čisto pravi duhovniki, čisto pravi duhovniki. A tudi imate mašo, tudi maše imamo. A tudi krščujete, poročamo, tudi to delamo, tudi pokopavamo. V šali tako. Ne? In potem pa oni mene sprašujejo. In takrat velikokrat se zgodi, da vprašajo marsikaj, kar nikoli ne bi vprašali. Ali če bi jaz začel govoriti o tem, me ne bi poslušali. Kaj hočem reči? Da mi je tudi, bom rekel, ta del življenja, služenje, tudi pri šanku, strežbo pri šanku,
znotraj naše hiše, načeloma, ne, nam je tudi eno orodje, s katerim lahko pridem do src ljudi, kar se mi pa zdi bistvo. To je druga stvar. Tretja stvar je pa taka, ne, da naša hiša ne želimo biti samo nek uraden penzion, ampak se trudimo tudi za to, da bi se ljudje, ki prihajajo k nam, čutili sprejete, dobrodošle, da ima nekdo besedo za njih, da ima nekdo nasmeh za njih, da ima nekdo spoštljivo besedo za njih, da na ta način lahko čutijo eno toplino naše hiše. No, to pač. In to je naše poslanstvo. In pravim naše hiše. Mogoče bi še bolj poudaril, bi rekel, moje hiše, ker je tudi, jaz jo jemljem kot mojo hišo. Spomnim se, ko sem prišel 9. avgusta 2015 v Veržej, sem dobil ključe. In ko sem dobil ključe v roko, je med drugimi ključe en tak moder ključ. Kaj bom pokazal? En tak moder ključ, ki odpira ta salezijanski del. To se pravi, del hiše, ki smo salezijanci. In ko sem ta ključ prijel v roke, sem rekel, Peter, od danes naprej je to tvoj dom. Ne razmišljaj, kako bi bilo, če bi bilo. Če bi bil tam, če bi bil tam. Od danes naprej, do določenega časa, je to tvoj dom in daj srce tukaj noter in bodi tukaj kot doma. In zanimivo, zato tudi, bom rekel, ta način, ki ga imam, mi tudi veliko pomeni, da lahko tem gostom, bom rekel, živim za njih in sem z njimi kot eden od tistih, čigar je ta hiša. To se zelo čuti, ko človek pride k vam na počitnice. Je res dobrodošel, je pozornost usmerjena v njegovo dobrobit, v lep sprejem, v srčnost. Verjamem, da so mnogi deležni tega in so tudi zato mnogi molili zate v teh raznih preizkušnjah. In če greva en korak naprej, tretja preizkušnja nam je tistim, ki te poznamo prek Veržeja ali kako drugače, res skoraj da pobrala pogum. Lani, pred dobrim letom dni, si imel najprej eno kap in mesec dni zatem še drugo kap. In se nam je zdelo, da so se nad Petra, nad te zgrnile vse te gobe tega sveta, da si kot svetopisemski Job na en način. Pa me zanima, če rečem tako, si bil v tej izkušnjavi, da bi kot Job preklel Boga in rekel, niti mar zame, kaj sploh želiš, ali pa si, ne vem, v tem trenutku rekel, Gospod, vem, da si z menoj v tej preizkušnji, kaj se je dogajalo znotraj v tebi? Zanimivo, da jaz sploh ne gledam tako kritično, ne? So drugi bolj, ampak še pošalil sem se, ker druga kap je prvič bila kap januarja, drugič pa 1. aprila. Pa sem se še pošalil, a je to mogoče šala 1. aprila, pa sem videl, da ni res, mislim, da je res, da ni šala, ne? Pa še to, ker pa možganska kap, sem se rad pohecel, da zdaj vem, da imam možgane. Peter. Ja, kaj ne rečem? Značilno. Ja, no, pa hočem to reči, no. Ni bilo lahko. Vendar me je zopet držal po koncu stavek, ki sem ga že prej omenil, in kar me še danes drži, je to, da se zavedam, da jaz sem Boga povabil v svoje življenje in da smo zelo povezana. In tudi verjamem, da me Bog ne bo pustil na cedilu. In da karkoli se bo zgodilo, pa koliko časa bo trajalo, da se bo zgodilo na koncu to, kar Bog ve, da je zame najboljše. Ne, kar jaz mislim, da je zame najboljše. Ali pa vi, ali pa drugi. Ampak kar Bog ve, da je zame najboljše. In v to zaupam še danes. In to je razlog, da dejansko v vsem tem času, že prej pri miši mrzlici, pri raku in zdaj pri 2 kapeh, ni bilo niti enega slabega dneva, da bi rekel, da bi se spraševal, zakaj pa meni to groza, kaj se dogaja, ne? Kaj sem se komu zameril, kaj sem se Bogu zameril. Jaz trdno upam in vem, iz vsake bolezni ali pa iz vsake preizkušnje doslej se prišel ven boljši. Tisti Peter tukaj noter je boljši, ne slabši. In vem, da bo tudi po tej kapi, po kateri še rehabilitiram, ker še nisem v redu, vem, da bom boljši. Ravno prejšnji teden smo prej na sestrah eno duhovno obnovo
In mi je ena sestra rekla: Peter, a veš, odkar si ti tako hodil po bolnica, pa to? A ti veš, da si drugačen? Pa tako podala, pa boljši, ne slabši. Je rekla tako. Se pravi, z tega vidika jaz tudi zaupam. Tudi hvaležen sem sobratom, ki me sprejemajo takšnega, kot sem. Trudim se tudi, da bi bil čim manj v nadlego, oziroma, kako se reče temu, čim manj v breme drugim. In to, hvala Bogu, mi je Bog dal, da nekako lahko ohranjam eno vedrino, da se lahko samo uredim. To so tiste stvari, ki so same po sebi umevne, ampak niso. Ko ti ležiš v bolnici, ko si kot snop, ko ne veš, ne smeš niti glavo obrniti, ker če glavo obrneš, imaš, se pravi, začneš bruhati zaradi poškodbe tega centra za ravnotežje. In ko ne moreš nič, in ko ne moreš niti po tuš, niti na WC, nič, takrat se zavedaš, koliko je ene stvari, ki so nam samoumevne, pa jih imamo. In danes to, da lahko, ne vem, se v avto usedem, se lahko peljem, da lahko se uredim sam, se samo zahvaljujem, ker vem, nekdo, kakšni, ki so bili z menoj v bolnišnici, so ostali skoraj rastline ali pa nepokretni. Ne? Meni je bilo dano, da lahko živim, da lahko delam, da lahko jem. Še malo zredil sem se, no, ker imam toliko apetita. Hočem reči, dobro mi je in sem za to hvaležen. Bi pa še samo ob tem dodal tole, da vse to, kar me je nekako spremljalo v tem času, mi pomaga, da sem bolj hvaležen v življenju za stvari, ki jih imam. To je pa ena zelo dragocena beseda, do katere pridemo v bistvu skozi proces enega zorenja. Mogoče, če te vprašam še, na vse zadnje si prej bil direktor Zavoda Marijanov ob svojem duhovniškem poslanstvu. Tudi v bistvu se zgubi neka taka opravilnost, ki si jo mogoče imel, mislim, ki si jo definitivno imel in na katero si najbrž tudi bil na določen način navezan. Ljudje se res pogosto merimo po svoji učinkovitosti, po dosežkih, uspehih. Nekaj o tem si nam že povedal. Si se od vseh teh zunanjih stvari, kako si se pa od tega poslovil, od teh potrditev, recimo? No, hvala za ta namig. Dejstvo je, da moški, še posebej moški smo po naravi že to, da hočemo nekaj pokazati, kaj smo ustvarjali, kaj smo naredili. In tudi kot vlogo direktorja sem, bom rekel, najprej malo težko sprejel, ker se nisem čutil za to. Potem pa, ko sem padel noter, sem pa kar, bom rekel, zaživel noter v njej. In sem se tudi trudil, predvsem za zaposlene, za delo, za koordinacijo pa te stvari. In mislim, da je bilo v redu, to bojo drugi povedali. Zdaj sem, hvala Bogu, tega razrešen in sem tako hvaležen. In zopet bom rekel, zahvaljujem se tudi za to, ker je ta bolezen omogočila, da je te funkcije zunanje, organizacijske, bom rekel, menedžerske prevzel nekdo drug. Jaz pa se čedalje bolj posvečam res delu, ki je primarno za nas duhovnike. Več časa imam in upam, da ga bom še imel za ljudi, za umirjene svete maše, za kakšen nagovor, za kakšno predavanje, za spodovanje, za pogovore, za to, da sem na razpolago ljudem kot duhovnik. Ker menim, da ljudi danes čedalje bolj to iščejo in tudi potrebujejo. Ljudje so osamljeni, ljudje so v stiskah in potrebuje nekoga, ki zna poslušati, ki zna začutiti, ki zna biti do njih empatičen, ki jih začuti tudi v njihovih stiskah in tudi če nič ne reče, ampak da vedeti, da je z njimi. In tukaj čutim kot blagoslov, bom rekel, tudi te bolezni so me nekako otrebile vsega tistega, kar sem moral delati tudi kot duhovnik, pa ni čisto duhovniško delo, da lahko in upam, da bom lahko še naprej čim več tega dela opravljal kot duhovnik. Peter, kaj pa, na misel mi je prišlo, kaj pa v času samih teh obravnav v bolnišnicah? Ti si bil duhovnik, bil si na bolnišničnih oddelkih, bil si v vlogi bolnika, najbrž bolniški obleki, pidžami, halji, kakorkoli se temu reče. Kako si se tam počutil, kaj so te prepoznali kot duhovnika?
Tako je. Nekaj ljudi je vedelo, zato da sem duhovnik, vse večina pa ne. Najtežje, bom rekel, je to, ko moraš biti dobesedno v plenicah. In to ti je vzeti eno tako dostojanstvo človeka. In to je se mi zdi bilo najtežje, pa ker ne moreš iti na stranišče, si pač tam na posteli v plenicah kot vsak, kot otrok. In takrat si najbolj nemočen in takrat se mogoče najbolj zavedaš tudi tega, koliko ljudi, koliko bolnikov je takih, ki imajo občutek, da jim je vzeto dostojanstvo. Čeprav so bili vedno vsi spoštljivi do mene, tako da v tem smislu nimam kaj reči. Zadal sem si pa nalogo, oziroma vse tak sem, po mojem, no, nisem se prav trudil, da bom skušal dati spoštovanje osebju. Da znam reči čistilki, ki je prišla po tleh počistiti, da se ji znam zahvaliti. Da sem kakšen čokolado ji dal. Pa tem sestram negoval, kako so prišli poslo prvit, pa preobleč pa to, a ne. Pa da si jim zahvalil, pa da si jim zaželil lep dan, pa kako čokolado sem jim dal, a ne. Se mi zdi, da tukaj ni treba besed, ampak so dejanja tista. In želim, da bi me kot duhovnika ne spoznali, potem ko piše gor na onem traktu duhovnik, ne, ampak da bi me spoznali kot duhovnik zaradi tega, ker imam rad ljudi, ker sem do njih spoštljiv. Želim si biti tak duhovnik, ki je spoštljiv do ljudi, ki da ljudem občutek, da so vredni ljubezni, so vredni spoštovanja. Recimo, tudi zanimivo je bilo, ko je bilo najtežje, tega sicer ne povem, kar tako, pa zdaj bom povedal, ker se mi zdi, da je en tak domač prostor med nami tule. Glejte, ko je bilo najtežje, ko sem molil, sem Bog, če mi vzameš vse, prosim te, pusti mi eno samo stvar. To, da bom lahko imel ljudi rad. To, če mi drugo vse vzameš. To, če ne bom nikoli več hodil. Ampak dovolj mi to, pusti mi to, da bom lahko imel ljudi rad in da bom to lahko na nek način pokazal. To je tista moja najgloblja, bom rekel, najbolj globoka stvar, ki sem jo doživljal v bolnišnici, takrat na najtežjih trenutkih. Če pa potem še pogledam, če se nanašam na vprašanje, ki sem ga postavila, je bilo pa zanimivo par takih trenutkov, ko je kakšen od teh medicinskih bratov, sester, zdravnikov, sploh recimo, ko sem bil na dializah, ko tam 3-4 ure ležiš in ti kri prečrpavajo, 11krat sem bil, 11 dializ sem imel, takrat po miši mrzlici. In ko vidiš, da si kakšen od teh zdravnikov ali pa teh sester tam želi, da jih poslušaš, pa se vsi tako poleg tebe na posteljo, pa ti pripoveduje svoje zgodbe. Tam sem ogromno zgodb poslušal. Da ne rečem, ko sem pri miši mrzlici bil tam eni 4-5 dan, ravno sem že malo k sebi prihajal in vidim paniko pri sosednji posteli. Sicer bila zavesa, nisem točno videl. Slišal sem, da je ženski glas bil, ki je tam tako hropel in sem vprašal medicinskega brata, a se ta gospa poslavlja? Pa je rekel, ja, umira. Sem rekel, jaz sem duhovnik. Lahko dam pogojno odvezo. Pogojna odveza pomeni v primeru, če bi ta gospa tisti trenutek imela priložnost, da opravi svetospoved. In če bi se pravi imela priložnost in se bi odločila za njo, da njen namig bil, namen bil za to, da bi opravila spoved, je ta odveza veljavna. In jaz sem dal odvezo, pogojno odvezo. In zanimivo, da sem potem od domačih čez 2 dni dobil, bom rekel, izraz zahvale. Pravi, naša mama je bila zelo verna. Ko je šla v bolnišnico, nihče ni pomislil na to, da bo umrla. Ampak se je tako zgodilo. Ampak mi, otroci in domači, bi si celo življenje učitali, da mami na smrtno posteljo, ampak smrtni postelji niso poklicali duhovnika. Pa sem si rekel, Bog, pa če sem sam zato bil tam, ima tudi prav. In zdaj, ko sem bil nazadnje v bolnišnici za Kapjo, 43. dan, zadnji dan prej, ko sem šel domov, je bil poleg mene en zelo zahteven bolnik, se pravi, vse notranje organe mu je že rak razžrl, a ne? In je tudi zdravnik rekel, da pač
mu tečejo ure, dnevi, celo ure. Na kar sem jaz bil ravno zunaj na hodniku s svojo hojico, ker itak nisem mogel hoditi drugače kot s hojico. In seveda, in so ga morali reanimirati, ker je mu situacija tako padla. In ko je možakar prišel k sebi, sem jaz prišel ravno v sobo, sem se ulegel na posteljo in pride zdravnik k meni pa pravi: gospod Pučnik, saj vi ste duhovnik, a ne? Sem rekel, ja. A lahko še vi kaj naredite za tega gospoda, ki umira? Sem rekel, ja, lahko, seveda, z veseljem, ne. In vem, da sem tako prijemoma, ker pač nisem imel ravnoteže še, prišel do njegove postelje, sem mu dal roko na ramo, pa sem rekel: gospod, a me poznate? Pa je pokimal: veste, da sem vaš cimer? Pa je pokimal. Pa sem rekel: sej, mogoče se spomnite, da sem duhovnik. Pa je pokimal. Pa sem rekel: a dovolite, da vam dam odvezo? Je rekel: prosim. Pa sem rekel: gospod, povejte samo ena stvar. A vam je žal, če ste v življenju karkoli slabega storili, ali sebi, ali bližnjemu, ali Bogu, a vam je za to žal? Pravi: ja. To je dovolj. Pa sva skupaj zmolila kesanje, v bistvu sem jaz molil na glas, on je šepetal zraven, ki ni več mogel govoriti na glas, ampak je bil pa pri zavesti in sem mu dal odvezo. Potem sem šel tudi, ta gospod je umrl, mislim, da tisti večer potem je umrl. Ampak to sem bil vesel, tudi če sem bil 43 dni v bolnišnici, tudi če sem tisti zadnji dan čakal prav na to, mislim, nekdo drug je čakal, a ne, da temu gospodu še dam odvezo, si Bog hvala ti za to, ne. Poslušaj, a zdaj pa ne rečem, da to, kar ni v božjih načrtih, da Bog ne dela po nas, pa seveda dela, ne. Seveda dela. Ja, itak, ja. Vidimo po krivih črtah ravno piše in nenavadne zgodbe sestavlja, da ne vemo, kje potegne in kam se odvije. Bog je res neverjetno Ja, zato še blizu. zato še enkrat poudarim, pravim, vem in zaupam, da bo na koncu tako, kot Bog ve, da zame najboljše. Pa karkoli, tudi če me jutri pobere. Ker to pomeni, če me jutri pobere, pa danes pobere, pomeni, da je Bog vedel, da je zame to najboljše, da sem tukaj dosegel svojo izpolnitev v življenju. Je to zate ta velika noč? V bistvu ja. V bistvu je velika noč v tem, da je nam dal Kristus tako zaupanje, da se nam ni treba bati, da lahko gremo tudi preko velikega petka in verjamemo, da je ljubezen močnejša od zla, da je dobrota še vedno močnejša od vsega zla, ki se dogaja na tem svetu. In da nekdo, ki je povabil Boga v življenje, res iskreno povabil v življenje, mu Bog hrbta obrnil ne bo. V to zaupam, to verjamem. Hvala, Peter, za to vero, ki si jo z nami delil, za to spodbudo, za ta zgled vztrajanja v preizkušnjah, za zgled vere. Ja, jaz bi rad rekel, da tukaj ni dosti moje zasluge, to je milost. Jaz se pač trudim po svojih močeh. Ampak to mi je res dano, da sem se zmogel, da sem se vsaj zaenkrat lahko soočil na tak način s preizkušnjo. Ni rečeno, da se bom lahko še jutri, drug mesec, a ne. Ampak zaenkrat, Bogu hvala. In to nisem jaz heroj, ampak je milost tista, ki deluje v meni. No. Hvala, Peter, za ta pogovor, da si vzel čas in res veselo aleluja. Hvala enako tudi tebi.